Pozdravljeni v prvem novembrskem tednu. Za nami sta praznika Dan reformacije in dan spomina na mrtve, ki sta menila nekoliko okrnjeno, saj trenutne epidemiološke razmere ne dopuščajo druženja in zbiranja večjega števila ljudi. Epidemija je ponovno s polnim mahom zajela našo državo in pri tem je prav, da se vsak od nas ponovno zave, da je za njeno zajezitev odgovoren do sebe in drugih. Nocoj si poglejte. Dan po dnevu spomina mrtvih v Trbovljah. Spominska slovesnost v Orehovici. Vrtec Litija se gradi uspešno in po načrtih. Ob spominu pokojnih, posebej še vernih rajnih, vsako leto na dan po prazniku vseh svetih obhajajo bogoslužje in molitve za rajne tudi na starem pokopališču v Trbovljah. To je tako imenovano pokopališče na Goljavi ali Kobačevo pokopališče, saj je bila zemlja zanj odkupljena leta 1835 od kmeta in takratnega župana Franca Pusta, Kobaca. Danes na tem kraju posebnega spomina, tukaj na Kobacovem pokopališču, ki je dobilo ime po nekdanjem taborskem županu Kobacu, na praznik oziroma dan vernih duš, kot ga imenujemo v krščanskem izročilu, smo obhajali blagoslov grobov. Letos posebej s posebnim spominom in hvaležnostjo na vse, ki so v tem letu tako imenitno uredili to pokopališče. Bilo nekoliko zanemarjeno, zato so se naši sosedje, naši župani, sodelavci, prostovoljci Karitasa odločili, da to pokopališče uredijo. Saj je to en tak miren kraj, kjer se ljudje radi srečujejo, tudi še vendarle pomolijo za vse, ki so tukaj pokopani in se srečajo na tem kraju. Tudi sam sem hvaležen vsem, ki so bili pobudniki, posebej gospodu Edotu Hripšku, ki je bil pobudnik te akcije, in vsem, ki so pristopili na pomoč, da smo, tako kot farani, kot župljani in tudi kot občani, uredili ta kraj. Naj bo zares to kraj srečevanja in hvaležnosti za vse, ki so tukaj pokopani. Kar nekaj je tukaj pokopanih tudi imenitnih Trboveljčanov, za katere niti Trboveljčani ne vedo, pa je prav, da se kdaj oglasijo na tej kraju in sedaj, ko imam priliko, tudi vse prisrčno povabim na ta kraj, na sprehod, k molitvi, pa tudi k tistemu, kar smo nekoliko prej pri obredu blagoslova izrekli, da se vsi skupaj zavedamo, da je naše življenje minljivo in da bo nekoč pokopališče tudi kraj našega zemeljskega počitka. Kristjani pa imamo še nekoliko večje upanje, saj verujemo, da smrtjo se življenje ne konča, ampak le spremeni in nadaljuje v imenitni večnosti. Občina Zagorje ob Savi in Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje sta prejšnji petek v Orehovici in na Mlinšah pripravila spominski slovesnosti pred dnevom spomina na mrtve, ta petek pa tudi na Lokah v Kisovcu in na Zagorskem pokopališču pred spomenikom Talcem. Že 30 let, odkar je samostojna Slovenija, imamo komemoracije v spomin na našo preteklost, da lahko ustvarjamo sedanjost in svojo prihodnost. V teh dneh smo imeli že v Orehovici, potem na Mlinšah, no danes pa pri centralnem spomeniku padlim borcem v Kisovcu na Lokah in tudi na centralnem pokopališču v Zagorju. In to je naša prednost, ker se ne delimo na oranžne, vijoličaste, ampak vedno smo spoštovali naše pretekle dogodke, predvsem pa danes spomin na vse mrtve v naši državi in na celem svetu. Gradnja vrtca v Litiji poteka po načrtih in celo prehiteva terminske plane, so zatrdili na občini Litija. Seveda je tak podatek prijetno slišati, sploh ko gre za gradnjo javnega sektorja, ki jih bolj ali manj spremlja veliko težav, zamud in podražitev. Litija bo tako prihodnje leto dobila nov in sodoben vrtec, ki bo nadomestil več kot 50 let povsem dotrajen objekt. Vrtec Najdi Hojca bo tako kombinacija tako betonskega dela kot tudi lesenega dela, kar se mi zdi ena dobra, kvalitetna, dopolnitev. Pri sami gradnji, se pravi teh družbenih
javnih objektov. Dobro, ena od, bi rekel, zahtev je to tudi, se pravi, samega ekosklada. Po drugi strani pa bomo verjetno tudi z vgradnjo, bi rekel, drugih, bi rekel, energetsko varčnih materialov lahko zagotovili potem cenejše stroške pri samem upravljanju, se pravi, predvsem je tukaj stroški ogrevanja, ki so dejansko, bi rekel, tisti ključni pri samem projektu. Drugače pa jaz upam, da se bo v letošnjem letu še tudi, bi rekel, prišlo do, se pravi, končne, bi rekel, oblike samega vrtca Najdi Hojca in da se bo potem v zimskem času res lahko nadaljevala tako obrtniško kot inštalaterska dela. Za drugo fazo, se pravi za fazo porušenja obstoječega objekta in pa ureditev še parkirnih površin ter samega tako imenovanega parka, pa bi rekel tudi še dodatnih zelenih površin za potrebe vrtca ter ureditev ceste, pa smo zdaj že podpisali, se pravi, pogodbo za izdelavo potrebne dokumentacije in jaz upam, da bomo lahko do začetka leta tudi potem objavili tudi razpis za ta dela, tako da bomo potem ta prav čas lahko v prihodnjem letu tudi zaključili za drugo fazo. Probali se bomo dogovoriti, da bi dejansko bila kombinacija takšna, da bi lahko že vrtec, se pravi Najdi Hojca, upravljal tiste združitvene dejavnosti v Medvedku že v mesecu juniju, pa potem še v mesecu juliju. In računamo, da bi, če bi potem naredili še podaljšek za avgust, da bi dejansko v teh 3 mesecih lahko poleg tega, da se vse, bi rekel, dela izvedejo, tudi da pridobimo uporabno dovoljenje, zato da bi imeli vse, bi rekel, urejeno in da nam ne bilo treba pridobivati dovoljenj po fazah, se pravi prva faza ali pa potem druga faza. O težavah poslovanja Litijske športne dvorane smo v naših informativnih oddajah že večkrat poročali. Njena lastnica je mestna skupnost Litija, ki si sicer močno prizadeva, da ostaja dvorana v dobri kondiciji, da se izvajajo vsa potrebna vzdrževalna dela, a kljub temu predvsem v zadnjem obdobju njeno poslovanje spremlja veliko težav. O tem, kakšno je trenutno stanje in kakšni so načrti z njo, je spregovoril predsednik mestne skupnosti Litija v naslednji izjavi. Pravilno ste ugotovili, da so se odnosi med mestno skupnostjo in občino nekako otoplili. Nekako smo, lahko rečem, delamo bolj z roko v roki. Iščemo kompromise, rešitve, kar se tiče same športne dvorane Litija, ki je seveda v lasti meščank in meščanov. Hkrati pa seveda se tudi zelo resno pogovarjamo o vseh ostalih vzporednih zadevah, kar se tiče prostora pred samo športno dvorano, same kotlovnice in pa tudi vseh ostalih projektov, ki se in se bodo v prihodnosti tudi odvijali v samem mestu. Zdaj, glavni projekt je pred zdravstvenim domom, Šmarska cesta. To veste, da je bilo to leta in leta je to čakalo in moram reči, da sem zelo vesel, da nam je nekako uspelo tudi na moje prigovarjanje iz različnih vlog, kot občinskega svetnika, kot poslanca, kot prej še podžupana, kot zdaj v vlogi predsednika mestne skupnosti, da se ta del končno uredi in tudi javna razsvetljava in pa prometna ureditev. Tudi ostali projekti po mestu, kar se tiče prometne infrastrukture, se bodo uredili, vse je že pripravljeno, tisti ključni večji, ki že dolga leta stojijo. Kar se tiče same športne dvorane, imam kot predsednik ogromno dela s to športno dvorano in enostavno ob vsem delu zadolžitvah, ki jih imam, bom rekel, težko vse to zmorem. Nekako se trudimo, da pripravljamo vse tisto, kar je občina tudi zahtevala, se pravi vgraditev merilnikov, delilnikov energije in pa seveda pripravo ali pogodbe z občino nadaljevanju, kot je bilo to doslej, kar se tiče plačila uporabnine in pa tekočih stroškov, oziroma izbira koncesionarja. Smo v tem ključnem vmesnem obdobju,
kjer se res veliko pogovarjamo, veliko usklajujemo in ob vsem tem, da moramo vzdrževati dobro kondicijo dvorane, zato da se v njej dogajajo rekreativne športne zadeve, da se v njej dogaja izobraževanje otrok osnovne šole Litija, da v njej redno trenirajo in tekmujejo vsa naša mnoga, zelo uspešna tudi športna društva in pa seveda tudi vsi ostali uporabniki. In jaz računam, da bomo to zelo v tem vmesnem obdobju, nekje v jesenskem času, tudi dogovorili in tudi pripravili pogoje, podlage, platformo, če hočete, za naprej, da bomo potem končno, da se bom lahko kot predsednik ali pa člani sveta mestne skupnosti posvetili ostalim projektom v mestu in v tistih krajih, ki sodijo poleg mesta, torej Podšentjur, Veliki Vrh in tako naprej, pa Zgornji Log. To se mi zdi bistveno, da se končno nehamo ukvarjati zgolj samo še s to športno dvorano. Ure in ure na dan mi gre za to, ni mi hudo, ni mi težko, ampak ob vsem delu, moram reči, pa zelo naporno. Ampak verjamem in upam, da bomo vse rešili v korist športne dvorane, v korist športnih društev, tudi v korist občine, ki si to tudi želi, da bi bilo čim ceneje zanjo in pa predvsem tudi v korist meščank in meščanov. V petek so poseben praznik slavili na Izlakah. Zasavje je namreč dobilo še enega svetovnega prvaka, medaljo najboljšega na svetu je domov v kickboksu prinesel Tilen Zajc. V Italiji je znova osvojil najvišje odličje v kategoriji do 79 kg. Naslov svetovnega prvaka je namreč osvojil že drugič. V finalu je z rezultatom 12:9 premagal Nemca Gabriela Petersa. Gre za zgodovinski, a zelo pomemben uspeh, ki Slovenijo postavlja med svetovne velesile v tem športu. Še eno svetovno prvenstvo je za nami, da sem ga zaključil spet na vrhu, je nekaj izjemnega. Spet potrditev vsega dela, ne skozi en ali pa 2 meseca, ampak tekom 20 let. Situacija je bila zdaj precej drugačna, kot pred 4 leti, ko sem bil prvič na vrhu. To je sicer za me moje 3. finale na svetovnih prvenstvih, ampak vsako finale je poglavje zase. Na tem prvenstvu nismo vedeli, v kakšni formi smo mi, v kakšni formi so nasprotniki. Vsi smo imeli različne pogoje treninga in pristopu k sami tekmi. In to, da se je na koncu vse poklopilo, se sliši res čudovit, ampak da si prišel do tega, samo tekmovanje, breme svetovnega prvenstva, breme finala, ki te veš, da te doma spremlja veliko ljudi, pričakuje, ja, sej bo šlo. V bistvu si pa ti tam sam in moraš za tistih 3x2 minute pokazati vse, česa si sposoben narediti. Najprej mora glava delati, potem šele pride fizika, se pravi, kaj si ti prešvical na trening, tako naprej. In za osvojitev tega naslova se mi zdi, da moraš biti komplet. Super je to, da sem marsikomu dokazal, ki vem, da ni verjel, da lahko to spet ponovim, ker sem pred 4 leti dal izjavo, da ne vem, kako bom s prihodnostjo, da mogoče bom imel tekmovalni predah. Res sem imel takrat tekmovalni predah 1 leto, ampak samo tekmovalnega, jaz sem treniral v enakem tempu dalje. Prvenstvo, ki je sledilo, je bilo manj uspešno, po tistem je bilo še sploh na tem, da ne bom ponovil. No, zdaj pa sem se vrnil v takem slogu, da lahko vsem sam se zahvalim, da so me porivali naprej in tisti, ki so me podpirali in tisti, ki me niso. Ta medalja oziroma pač naslov svetovnega prvaka je pač mi pomeni tukaj, da bi rekel pač plod dolgoletnega dela, pač Tilen trenira že 20 let, se pravi, da vztraja, da vidiš, da imaš nekoga, ko je pripravljen za to narediti ogromno časa dati, tako potrditev, da je v bistvu dobro delamo, da smo na pravi poti. Zdaj meni osebno to seveda zelo veliko pomeni, ker
delamo to čisto na prostovoljni bazi in zato pač ne dobimo nobenega plačila. Nam je to recimo potrditev plačila v bistvu, ne, za delo. No. To pa je vse, kar smo pripravili v današnjih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.